pozna, Aniša Svetlik. Predstavila nam bo svoje pedagoško delo temelji na ustvarjanju. Pozdravljam tudi goste iz Gledališke šole Moste, Olje, kitariste. Upam, da se boste vsi prijetno počutili v naših prostorih in predlagam, kar začnemo. Torej, zdaj bo najprej uvodni del, 10 sledi čas za kalice na sok in pa nadaljevanje praktično delo z učenci. Tako, zdaj več boste pa še kar povedali vse in v svojem modelu, Ja. Hvala. Lepo pozdravljeni. Spravi, prišla sem, da vam prikažem, kaj sem počela, o čem sem razmišljala v zadnjih 10 letih. Ta zvezek je namenjen prav ustvarjalcem začetnikom, zato ker sem to tudi jaz sama, popolni začetnik, ustvarjalec. Učim se, začela sem in pač napišeš to, kar znaš. Raziskovala sem pa, začela sem pa z raziskovanjem pač že pred 11 leti, ko sem hkrati tudi, ko sem začela poučevati v glasbeni šoli. Nisem bila ravno zadovoljna s tem načinom, kakšnim sem pač poučevala. Želela sem si več kreativnosti, predstavljala sem si ta poklic res bolj vesel, bolj ustvarjalen. Je pa res, da nisem imela pojma, kako bi to naredila. In pač sem potem s tem samo izpraševanjem, hkrati pa tudi sem takrat začela meditirati, hoditi v skupino Magična zgibanja, kateri se tudi hvaležna za, v bistvu tudi prispevala k nastanku te knjige, ker brez tega, da nisem enih strahov premostila, pa enih lastnih razmišljanj, ne bi mogla sploh začeti. Pa čeprav se zdi smešno začeti ustvarjati skladbico po eni struni, ampak enostavno sem bila tako obremenjena s svojim okraski in nazivi, da potem takih stvari potem se sploh ne lotiš. Ne bi se lotila. Tako sem pa nekako tu z leti premagala določene stvari, določena prepričanja. Sem pa lahko tudi začela, tudi poklic moj je postal veliko bolj, tako kot sem si želela, bolj ustvarjalen, pa tudi veliko več sodelovanja z otroci, se je dosti spremenilo. In tudi, v glavnem, mogoče, kako sem prišla do te ideje, pred leti sem prebrala tudi knjigo Amadeusov abecednik, ki je napisal Jurij Kovič, v kateri govori, da zakaj ne bi že pač male otroke, tako kot jih spodbujamo k risanju, spodbujali že od začetka k ustvarjanju. In posledično sem še potem prebrala nekaj knjig od Mire Voglar, ki je bila tudi izredna pedagoginja. In v njenih knjigah je tudi veliko o tem piše, kako je pomemben sam pristop, naš odnos do otrok, da spoštujemo vse, kar naredijo, vse njihove izdelke, da smo spoštljivi, pa karkoli, tudi če oni prepevajo eno pesmico, je pač dala primer, ker je bila na avtobusu, pa je deklica pred njo pela pesem o tulipanu, in prepevala sem o tulipanu, tulipan, 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 nekaj si je izmišljavala, In potem je pač videla, je mami rekla, pač je rekla Mira, kak tvoj medvedek, ki ga je imela v rokah, te deklici tako lepo poje. In je ta deklica rekla, tako se je skrila, pa je rekla, ja, moj medvedek zadnji čase poje same oslarije. Ker je pač pred tem še mami rekla, da najraje zapoje pesem o barčici, ki pa bolj zna, to, njeno izmišljarijo. Tako da to mi je dalo pač vedeti, da moramo spoštovati karkoli
pač ustvari, pa tudi če otrok ustvari 3 takte, je to, ne, je to dobro, ne, moramo to spoštovati. Pa tudi, če nam recimo sploh ni všeč to, kar je on ustvaril, pa tudi, če si je zmislil nek čist svoj način, ne, na Kitaj, kako bo on to zaigral, ne, kak šum, ne, ali pa, ne vem, kako kaj poči, pa je bil fajn to raziskovati na začetku, ne. In včasih, ne, ker nisem tega pustila, da oni raziskujejo, ne, inštrument, pa naj raziščejo vse, kaj oddaja ta inštrument, ne. In potem smo v bistvu že majhne, ne, že ko oni res veseljem primejo, ne, sem videla, kako to oni čisto drugače gledajo na kitaro, pevec, ne, vse jim je zanimiv, pa to, kako to, pa jaz jim nekaj razlagam, pa že oni tu sprobavajo, ne, kako to zveni, ne, se to poznate, ne, največ delate z otroci, ne. Zdaj, če to ostaviš tudi kreativnost. Ne, zato, ker on nekaj raziskuje, on to ne dela za nalašč, ne, jaz včasih mislila, pa to me nekaj zafrkavajo, ne, pa ni res. On to dela, ker raziskuje inštrument. In potem je zanimivo to, ne, sem se vprašala, koliko smo pa mi starejši, ne, recimo, je pa nekdo, ko si izmisli skladbo, ko udari, ne, ga pa spoštujemo, zato, ker je skladatelj, ne, pa si je izmislil en udarec na kitari, ne, ga pa nekako bolj cenimo, kot pa otroka, ker pač raziskuje isto, ne, pa bi ga isto lahko spoštovali, ne, te njegove ideje, ne, in kreativne izlive. Tako da, glavnem otroci so mi tudi veliko naučili, kako je gledam, kak je treba, ne, kaj se vse da na kitari narediti. Pred kratkim sem se tudi tako predstavljala, recimo pred 2 letoma, ko sem začela še to pisati, ta zvezek, da naj bi, recimo, ko mi otroka naučimo eno skladbo, Tomaža Šigola je prva skladbica, Deklica Majhena, se naučim tona G pa E, ne? In jo zaigra, ne, se pravi pravkar je spoznal 2 tona E in G. In takoj bi mi lahko, sem si predstavljala, pa naj bi vsako stvar, ko ga jaz naučim, ali pa ko on zna, je super, če kar uporabi v praksi. Se pravi, da takoj, ko on spozna 2 nova tona, E in G, že ustvari hkrati potem svojo skladbo s tonoma E in G. In potem je to v zvezku, sem pač kar napisala ustvarjalne liste in potem oni napišejo, recimo, svojo skladbo, ne, v zvezek jo zapišejo. Potem, se pravi, izhajala sem iz ideje, da bi bilo super in bi zelo motivirali otroke tudi kasneje, tudi potem, ko končajo šolanje, da bi še naprej ostali v stiku inštrumentom, s to idejo, da zmeraj naj tisto, kar so se naučili, uporabljati tudi v praksi. Se pravi, da bi bilo tako, da vsak otrok, vsak učitelj napiše svoj ustvarjalni zvezek, učbenik. Hkrati, ko se mi učimo, recimo nekaj naučimo, ne, to potem uporabimo v praksi. Tako je, že poskusimo svojo skladbo narediti s tistimi toni, ne, recimo nekaj naučimo otroka, naučim se recimo to na CDE, ne, zaigra pesmico, ne, Pužalaja se, ne, spozna CDE, 3 tone in potem takoj, ko je spoznal, pa potem napišem nekaj svojega. In hkrati, ko si on to zmisli, jaz ponovadi začnem tako, da ne zapisujemo takoj, ampak šele potem, ko on že ustvari, recimo, ko že veselo igra, ko je že v elementu, ne, ta iskra prebojena, takrat pa potem šele začnemo zapisovati v zvezek ali pa v note. Zato, ker drugače bi pa prišli do tega, da bi ga prehitro ustavili, ne, on je že en tak zaigral, pa ga že ustavimo, pa že naslednji, ne, bi se ustavila ta kreativnost. Tako da
najprej prebuditi iskro, prvih 5 minut, pusti, delamo, kar se boste videli, polno, kako je to, kako počnemo z otroci, potem pa se to zapiše, pa potem to v note in bolj to spoznajo, se s teorijo bolj razumejo, da je teorija uporabna. Ne? Zdaj bom pa to napisal v note in tudi ve, ne, zakaj je četrtinka, pa hkrati to tudi vse utrjuje branje not. Ne? Potem, kaj še pač v tem zvezku, načini so prikazani, zraven so tudi napisani, recimo, kak sem napisala napotek, recimo, kako glasbiti pesmico v tem zvezku, ne? Ali pa kak, ne vem, začeti sklada, čisto preprosto. Je sicer en napotek napisan, sam jaz nikoli ne delam po tem, kar napišem, vsakim otrokom nekaj drugega, tako da to je sam smernica, kaj bi lahko, potem pa mi to, mislim, vsak po svoje, ne? Pa tudi vsak otrok bo nekaj druga hodila. Jaz sem pač nekaj, da sem dala skupaj, ne, napisala, da je približna smernica, kaj bi lahko, potem pa se tako, sploh ni treba teh napotkov več brati, ampak se bo tako porojevale nove ideje in po in vam in otrokom in to. Tako da, to je pač tak smer, ne? Sam nekaj, mislim, to misli, če bi mogoče en učbenik malo okoli poslati. Ja, seveda. Da ga se jaz se že malo popravljene, eto. Drugač bi pa mogoče začeti kar z deli zvezka, no? Se pravi, v začetku je kratek uvod, potem je nekaj napisanega o ustvarjanju glasbe, o tem, kako ne bi spoštovali izdelke, če se že tega lotevamo, ne? Da jih ne že pol takoj vzamemo. Hkrati pa tudi mislim, da preveč niti pohvale, da bi zdaj mi to, ne vem kaj, otroka posebno hvali, tudi ni pravi pomen. Pomen je pač, da se imamo dobro dolno živa v glasbi, da se spoznava z glasbo. Da pač, ne vem, mislim, da zmeram dobra srednja pot pri poučevanju, ne da se preveč hvali in tudi preveč kritizirano, ki je uvesno, kar sem videla po sebi. No, recimo, to je primer prve pesmice Učenje. Jaz sem nekaj pesmi, 18 pesmi je oglasbenih v tem zvezku. Sem jih zelo preprost način oglasbila, tako da so tudi lahko primerne kot učbenik, da jih lahko otrok uporabi v prvem razredu. Vendar je še bolj pomemben ta drugi del, da on takoj ko vidi, da potem to tudi da nekaj, zdaj pa ona napisala, pa jaz tudi lahko nekaj, to se mi zdi bolj pomembno, kar je gleda, da je prazen prostor. Prva pesmica, se pravi, to so take dušne pesmice, Zvezdane majhen, pesmico se naučim, lahko recimo uporabimo, rečem, da na vsak zlog besedila, kaj igra, najprej pesem seveda prebereva skupaj, ne? Na vsak zlog besedila zraven udarja stopalom. Recimo, pesmico se naučim, pri vsakem udari in potem zraven, ko se najprej dobro nauči prebrati otroka, potem otroci še slabše berejo, ne? Ko se to naučijo dobro prebrati, potem pa jim rečem, no zdaj pa na vsak zlog besedila zaigraj en ton, recimo, lahko celo zaigraš po prvi struni. Pesmico se naučim. Pa lahko grešmo, rečem, z glasom gor dol, kar hočeš, ne? Ni treba, da je sam E, ne? Pesmico se naučim, če je zanimiva. Ne, pa tako. Ali pa recimo mu rečem, ko je recimo igranje po prvi struni je veselje, ne, in že večje. In potem recimo rečem, no se pa poskušamo početi dati prvo pa drugo struno, ne, pa se igra nekaj po prvi struni,
pa nekaj po drugi, pa isto poje zraven. Pesnico se nauči, če je zanimiva, kratka in navihana, ali ljubezniva. Ko recimo poskusijo zaigrati v drugi struni, reče menjaš pa sedaj, kdaj želiš, po želji menjaš struno, ali da veš pa še dodaš kasneje prvo, drugo, tretjo, če že ne sami probajo, ponovali že kar sami takoj probajo še kjer drugo struno, pa potem še kako drugo struno uporabijo, pa zraven pojejo isto pesem in se na vesel način. Otrokom je namreč, sem videla, zelo blizu petje in kot vse še posebno spodbujam k temu. In pa res, da takoj, ko premostijo tista mogoče začetni sram, potem veliko raje igrajo inštrument, če je več petja zraven. Če pa recimo vidim, da so, da mi je pač nerodno, pa da jim ni zapeti, pa potem samo prepevam in potem nekod se kar sami zraven pridružijo. Sploh jaz nič ne silim, oni potem tam reče, da skupaj, pa potem se kar zgodi, tako da vsi prepevamo sebi. Se navadijo, in je to zelo blizu, pa hkrati se tudi potem naučijo frazo čutiti, veliko bolj čuti poje zraven, veliko tudi začutiš delbi, da gremo naprej, vse postane bolj tekoče, tako da pač prvi del je namenjen pač te knjige glasbitve pesmic. Recimo, potem je pesem Greva Gozdiček, to je pa, sem napisala, recimo, lahko uporabimo dva načina, kako glasbimo pesem. Sem dala recimo tone CDE, da s temi toni uglasbi to pesem. Zmeraj preden uglasbiva, spravi najprej dobro prebereva skupaj z učencem, če vidim, da mu težje gre branje, mogoče samo eno kitico na eni uri, ne zdaj cele pesmice, kar s 5 kiticami, če že vidim, da mu je že brati težko, potem eno pesmico, eno kitico pa naj v njej uživa, naj se v njej kreira. No in potem, ko jo prebereva, zaigrava C-dur lestvico. Pri vseh lestvicah, kaj počim, zraven zmeraj pojemo tone. Tako da, ponavadi jih začnemo učiti C-dur lestvico kar tle, v prvem razredu. Gremo recimo vsak ton 4-krat, pa vsak ton zapojemo. C, 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 gremo pač celo lestvico gor, vse do C3. Ker zelo radi grejo še višje olege, da ne ostanemo samo v prvi legi, tako da že kar v prvem razredu pač poskusimo celo C-dur lestvico. Hkrati pa, ko on poje lestvico, razvija glas, tudi če on ne zadene tono, ponovadi zadene od začetka sam C, D, E, F, pisu jim že teži, G, A, H, C, mi to na vsaki uri počnemo in čez čas se vsakno razvije glas. Vsakem, ko vztrajam, ponavadi še mogoče 2 leti traja. Že potem pa tudi zgornje tone zadenejo. Nekateri pa že takoj zadenejo. Tako da, če vztrajamo, pa če nikoli ne silim, samo skupaj prepevamo, zmeram lestvico na uri, hkrati usvoji tone. Hkrati je pa tudi dokazano, ko sem bila v Nizozemski, ko sem tam študirala, smo na en CD naleteli od David Lucas Birch, enega Američana, ki pravi, da absolutni posluh razvijamo na ta način, da si prepevamo tone. Se pravi, on je razvijal absolutni posluh na ta način, da si je recimo cel mesec si je pel 3 tone ali pa sam en ton. In čez čas, če ga mi umirjeno, sproščeno pojemo, zmeram pravi, ne smemo se siliti, bomo ta ton zaslišali.
In bomo zmerno vedeli, ko nam bo en zagral na kitaro, da je to ton E, če si mu recimo sam prvo struno recimo igra cel mesec. Vidim bo E, A, D, D, A, D. Bo nam ostala ta melodija praznih strun v misli. In zato sem pa tudi to dodala, ko sem slišala to od njega, ko sem tudi sama te vaje počela, sem potem tudi dodala več petja v kitari, prej da nisem. Potem pa sem dodala tudi petje tonov in je res, da se jim zelo razvija posluh, glasen razvije, pa še recimo v prvem, drugem razredu, ko imajo probleme s koncentracijo, recimo na nastopi, že gredejo okrog, ne, mami, ja, tisto tu, ne, pozabi vse to, ne več kje je. In če ga pa naučimo v prvem pa drugem razredu, recimo kako pesnico za nastopi zmeram naučim, če je na pamet, da jo zna zapeti tudi v misli tisto, kar igra. Na urah zmeram vadma s petjem tonom, recimo, če ima pesnico, ne vem, Kuža Pazi, pač pojeva na kakvi uri, in potem pa še na uri poskusila, da si poje samo v misli. In je neverjetno, ker če to na vsaki uri, ko sem tako vadim na ta način z otroci, potem nimajo nobenih problemov pri nastopanju. Oni potem jih sam spomnim pred nastopom, da si poje tone v misli in bo zaigral še tisto, ko najboljše tremo, bo zaigral tiste tone. Tudi če pa bo kaj, če mu bo pretresno, ne bo dobro speljal. Tako da, to sem recimo pri mlajših zelo opazila, da to je pa pomembno, ti prvi nastopi za otroke, da dobi dobro izkušnjo, je zelo pomembna izkušnja, tako da na te prvem razredu je zmeram zelo dobro pripravljeno na nastop, zelo dobro zmeram pojeva, ali je to njegova pesnica, ki je napisal, zmeram pojeva tone, da res, da mu ostanejo v misli. Pa tudi, če je to 3 mesece eno skladnico, ampak potem je res zna dobro, pa tudi čez čas se pozna v drugem, tretjem razredu, da on že sliši vse te tone. Veliko bolj, kot recimo ostali otroci, s katerim nisem časih delala na prepevanju, se jim ni tako posluh razvil. Tako da mislim, da je to kar dobra stvar, v petje tonom. V glavnem, zdaj, če smo pri pesmici Greva gozdiček, ta pesmica ima greva koniček, malo na zrak, bližnji gozdiček, preden bo mrak. Pravi, prebereva kitico, temu pa rečem, če probaš, ko si se ravno naučil tone C, D, E pri Kuža Pazi, zdaj pa poskusi s temi 3 toni prepevati pa zraven igrati. Lahko primeš katerkoli ton želiš, mu rečem, ali C, D ali E, če pa hočeš še katerkoli druga, ampak recimo, da stremi in potem poskusi na vsak zlog besedila enkrat udari. Greva koniček, malo na zrak, pa si malo zmišljuje. Enkrat da en prst, enkrat drug prst, ali pa same ceje. Greva koniček. Bomo pogledati, če je vredo, če se sami ceje, vredo, najbolj, Zakaj pa ne bi začeli s malo bolj preprostimi pesmicami, Ker si hoče malo lajšati, ampak otroci so pametni, ampak na tak način se veliko prej naučijo, ker je več veselja, če ti ponoviš 4 ceje, pa potem že 4 deje, šele po naslednji pesmici, ko si pa že, ko pa vidiš, da je že ena šla zelo dobro, pa še potem naslednji daš pa že več tono, Tako da lahko na ta način, razbi, ali pa drug način je pa recimo, da poskusim in pokazati takole učinek igranja akordov čez prve 3 strune v prvem razredu. Večinoma od začetka jih učim akorde samo čez prve 3 strune, dokler niso sposobni pač prijeti več. Pa tudi več veselja dobijo, pa tudi kakšen mola potem se igrajo, kot več ne bi mogli se igrati. To je v bistvu tako kot na ukulele, ko so tudi samo 4 strune, pa vsi veliko rajši igrajo ukulele, zato ker so 3 strune in primeš manj, ne mučiš se tako po zbereji na kitari.
Tako da se mi zdi dobro, da začnemo pač na bolj preprost način, pa se bolj dodajo težje stvari. Ne? Pravi, recimo, ta je zelo preprost način, da sam prca dol takole, da palec na četrto struno, pa prime C-dur akord in recimo glasbi celo pisem, tako da ima C-dur pa G-dur. Ob vsakem udarcu s stopalom, recimo, zapoje po svojem. Malo na zrak. Pa si zdravo šteje, ne? In mu rečem, ne, vsakem, tako, odzaš, ne, ahod. Lahko pa, to začnem čisto na začetku, da je res najlažji, sam, zakaj ne bi malo bolj preprosto naredili, ne? Dokler potem kasneje, ko pa že on več zna, tam pa kakšno bolj zahtevno spremljavila tam, ne? Palec ima, pa se uči, leva, to malo drugače bolj, ne? Leva koniček, malo na zrak, bližnji gostiček, priden bo mrak. Ne, se nekaj izmišljuje. Pa ponavadi narediva tako, da jaz zapojem dva takta, greva koniček, on pa za mano malo na zrak. Vsak zapoje eno vrstico v besedilu, ne? Če imamo tako eno kitico, ne? To bi recimo jaz zapela, pa dama, ne vem, napišem pozmeti lahko C, malo na zrak, zapoje učenec, pa se pa zamenjava. Pa recimo dama G, rečemo, da bo pač G igral, ne? Potem naslednja bližnji gostiček, spet jaz zapojem, pa potem on po svoje. Bližnji gostiček, preden bo mrak. In pol ni več narodi, zato ker zmeram skupaj sodelujejo, ne? Recimo, jaz zapojem, pa mi ono govori, na zrak, pa spet jaz, bližnji gostiček. Pa jaz mu odgovorim, spet on začne, in jaz odgovorim. In pol je že tako navdušen, da hoče sam, ne? Ker lepo pa sam. In tisto, kar on sam zapoje, jaz potem posnamem na diktafon, pa posnameva več verzij, recimo rečeva bova 3, če pa zadovoljni s prvo, ne, v redu, kakor on želi, in potem to posnameva in na koncu ure sam rečem, da otroci sabo nosijo USB ključek, pa mi dam na USB ključek posnetke iz diktafona. Tako da se lahko doma poslušajo, kaj so igrali, ne. Pa tudi iz ure, recimo, velikrat snemamo kakšne, recimo, skladbice za nastop, pa petje tonov, pa to posnamejo, zmeram na diktafon, on pove, ne, na začetku, kaj bo igral, včasih mu rečem, da še sam razloži, ne, reče, greva koniček, uglasbil sem pesem za akordi C-dur in G-dur. Ne, še to pove, preden jo zaigra in potem jo zaigra. Tako da se sliši svoj glas in da tudi razume, aha, to je akord, ne, da se nauči, ker nam je logično, to je akord, samo otrok pa, recimo nekaterim je pa težko vedeti, čeprav mu poveš, da je to akord, ne, 5krat, pa še vedno pa včasih karton ne igra, da so toni akordi karton, ne, malo zamenjujejo, ne. Potem pa, ko mi to posnamemo, tako si pa oni to spontano zapomnejo, ne. Sami povejo, aha, pesnica deklica Majkena, igram, tona in pa Ingridua, ne. In potem jo zaigra na posnetku in doma lahko posnetku se posluša. Zmeraj pa, ko narediva posnetek, še narediva prej znak, če 4/4 tak, recimo 4krat, tako ko sem tudi na CD-ju, zmeram dam znak, pač 4krat prej leskam, ne. Zato, da lahko ono v tem posnetku potem doma igra, ne. Ker če nimaš ti določene dobe, potem ne moreš zraven v posnetku igrati, tako si ga pa lahko
daš posnetek, pa potem lažje jim je zraven, ne, igrati doma tudi. Ali pa se sam poslušajo, pa se jim zato potem posluh razvija, pa to pesem si zapomnejo, potem je ne pozabijo, da naslednjič, ne, vejo. Če je pa pozabil, pa vredno, bo pa nova nastala. Ne, recimo, če si jaz ne zapišem, ne, tako bo pač nova, ne, se ne obremenjujem, bo pa danes na drugačen način oglasbila, ne. Tako da, ali pa kakšno novo, ne, ker imajo radi novosti, ne zmeram isto, ne, in to imamo vsi radi. Pole recimo, tu je zdaj potem 18 pesmic, recimo naslednja pesem je Sonce, ki jo lahko, ko sem že dala, recimo, da poskuša oglasbiti s tonim C, D, E, L, P, ne pa lahko recimo več tonov uporabi, ko igra, ne, spravi lahko oglasbi s toni, kot sem prej, ali pa da igra za akorde, uporablja različne načine igranja v desni roki, ne vem, kasneje že v višjih razredih, ne, ali pa tudi to bi že šlo mogoče v prvem razredu, ne, včasih že gre, ne, in lepo, da se tako spremljajo, ali pa spremljavo palec in pa recimo s tako spremljavo glasbi. Velikanski ognjeni iz vesolja sveti, pa se tako zraven spremlja, ne. Ponavadi, če jih rečem kakšno težko akordično težjo novo, akordično spremljavo, je zmeraj najprej zvarba, preden začneva oglasbiti pesmi. Če ne, je potem muka, ne moreš oglasbiti pesmi, če ti ne teče v desni roki, ne. Tako da zmeraj ponavadi oglasbiva na najbolj preprost način, se pravi, faceva akorde, takole, kasneje pa dodamo kak lep način si on zbere, akordični bomo všeč. So te akordične načine, sem še potem v zadnjih sem na CD-ju posnela, so te akordične spremljave, pač z desno roko. Posnela sem jih v 4 tempih, tako da začnejo se zelo počasi in lahko otrok ob njih vadi te spremljave, ne, za desno roko. Različne spremljave, ki ti pač pridejo prav, ali da pri tem, da oglasbiš pesem, ali pa da ti igraš spremljavo, pa nekdo drugo v tebi improvizira zraven, ki si izmišljuje svojo, ne, ustvarja svojo melodijo. Se pravi, so pa posnete pač 4 tempih, zato da lahko gre pač vedno hitreje, ne, da mu je lažje potem, da je lažje usvojiti. In potem, ko zna s to spremljavo, potem lahko uporabiti, da oglasbi pesem, da se nekaj novega nauči, pa še zraven, ne, ustvarja, pač po želji. Nekateri zelo radi, večinoma najraje oglasbijo pesmi, nekateri pa imajo zelo radi, ne, pač, da ustvarjajo skladbe. To je pa drugi del zvezka, v drugem delu zvezka je ustvarjanje skladb. Se pravi, napisana je prva s toni EG, napiše pesem, skladbo. Pri skladbicah začnemo pa ponovadi tako. Recimo, pri vsake skladbici, recimo, primer E in D, ne, sem posnela eno spremljavo, akordično spremljavo na CD in ob CD-ju on lahko zraven najprej improvizira. Se pravi, s tema 2 tonoma, ki se jih je naučil, ju igra, ne, ta 2 tona, EG, pa še kaj novega preizkuša, se ponavadi zmeram še doče kaj druga pozno. Tako da, ampak recimo, še kaj počnem. Se pravi, posneta je spremljava. Improvizira s tonoma E pa G. Zraven njega sedim, poštejava skupaj, se malo levo-desno premikam, zato da bolj začuti ritem, ker vedno otroci bolj začutijo ritem, tudi jaz ga sama, če se malo premikam zraven, da nisem čisto primer, ne. Večini to zelo pomaga, da je gibanje,
dogajajo zraven. Pa štetje s stopalom. Pa recimo proba neke polovinke, četrtinke na začetku. To je že veliko za njega, ne? Samo 2 tona, ne? Pa že si on zmišljuje zraven. In potem, ker jim je težko prijeti, se res da prvem zgleda, je težko že kak je prijeti, ne? Se muči zraven. In pol je to velik dosežek, da on improvizira s tem atomom za njega. Karkoli je dobro. In intervjuje, ga spodbuja, še mogoče zraven spremljava, ne? No, ko pa on malo po svoje to, ali pa jaz spremljam, ne? To on lahko CD pač uporabi doma, da zraven igra po svoje, ali pač jaz igram spremljavo, zraven štejem, pa si on mišlja, ne, s tema dvema tonama. Potem jo pa zapiše v noter, potem pa eno, rečeva noza, pa lahko eno, ko je pa že on vesel, ne, ker je že zdaj pa že 2 minuti igral, CD-je vse lahko teklo, ne, pa tudi če je malo brenčalka zraven, pač je brenčalo, ne, ampak je že vesel, zato da nisem skozi morila, pa ga ustavljala, ne, za vsako noto, ne. Pa potem napiševa to šele pol, ko je ustvarjalno veselje, že tista iskra prebojena, ne. Potem pa to napiševa v note in ponavadi mu rečem, no zdaj mi pa recimo zaigraj kakšno, ponavadi mu zložim nekaj četrtinka, kaj polovinka, da mi naj zaigra recimo en takt, pa zraven zapoje tone, ne. Se skupaj pomenila, kaj je to polovinka, če si dvakrat udari, ne? Ali četrtinka, ne? Ponavadi jim razlagam z udarci, ker jim je to bolj jasno, ne? Da je cela dolga, ne? Da mu zbiram pokažem zraven. In pomira, če ne, to sta 2 polovinki, jaz ponavadi kar namest njega zapišem, jaz napišem v note, zato da gre hitreje, potem pa prvo on to prepisati doma. Pa tudi, če napiševa 2-3 takte, ampak potem on to zbriše, pa prepiše doma. Sem zato, da ne ustavim veselja, spravi, da greva naprej. In ko on prvi tak potem zna, ne, je napisal G-E, 2 polovinki, jo ponovi in dodam, rečem, da dodam nov tak, ne, spravi, ponovi tisto, kar je prej zaigral, še zapoje zraven, da si zapoje na pamet, si zapomne pesmico. Pa nekaj dodane, recimo 2 gera. Se spet pomenila, kaj je, napišem v note in mu rečem, no, zdaj pa na pamet se igraj prva 2 takta, dodaj 3. In on se tako uči na pamet svojo skladbo, tako da je na konc ure, recimo, že zna svojo skladbo, že zna na pamet, edino prepisajo pa še doma in je vesel, ne, prva ura je uspešna, on že nekaj zna, ne. In to je tisto, kar, da mu zbudimo veselje, ne, da ni za kitare nekaj težkega, koga. In zdaj, če pa vidim recimo, da je nekaj zelo težkega napisal, ker se to včasih zgodi, ne, pa da se že začne mučiti, ne, potem pa recimo, da 2 takta res težke napisal, ne, in da že izgublja veselje, pa se samo 2 takta naučila, pa rečem, da naslednjič nadaljujemo, ne? Samo 2 takta zvarjava, zelo dobro. Zato, da veselje ostane, to se mi zdi, da je moj, to je namen, ne, učenja kitare, da potem, ko vidimo, da je že malo nuka, potem kaj drugo, ne, pa kako drugo neko stvar, ko jo ima rad, ne, ali pa nekaj drugo zaigrava. Tako da moramo biti tako, v bistvu sem videla, moramo biti do otrok enako kot do odraslih, ne, včasih sem delala razlike, ker sem otroke, bi recimo odraslega, če bi mi rekel, da ima dovolj, pa ga vidiš, da ima dovolj, ne, bi takoj dal nekaj novega, da bomo rekel, kaj pa če bi to veš, ne, otroko pa ne bi, ne, bi ga pa še kar silila naprej, ne, sem videla, kako sem če si delala razlike pretirane, ne, zakaj bi pa otroka ne spoštovala tako kot želje odraslega, ne.
si. Če vidim, da mu je dovolj, če ima nekaj druga, ne. Tako da to včasih res sem delala malo napake v učevanju, je pa to zdaj boljše, ker se učimo zraven vsi skupaj. In sodelovanja, ne, in tako. Se pravi, potem naslednje skladbice so isto stonici, so napisane bolj, lahko napiše ustvarjalni list stonici DE, zmeram so še razložene, ki se note primejo, zato da lahko on pozabi svojo skladbo, pač sem pogleda, gor pa ime zapiše. Potem naslednja sem dala več tonov, ne, da že uporabi CDE, že 5 tonov, pa potem svojo skladbo zapiše. Včasih se tudi malo igramo, pa sam napišejo nekaj, potem pa rečem, no zdaj pa to, kar ste napisali, kar si napisal, pa boš to zaigral, ne? Se pravi, da nič ne preizkuša prej. Tudi to smo že poskusili, ne? Recimo, da kar je, da nekaj napiše, pa potem to zaigramo, ne? Kar je napisal. Recimo, sem 2 ali 3 takte, ne? Ni treba, da zdaj se pa polno, ne? Potem, recimo, stonici do lesice, da vse to ne uporabi. Sem pa uporabila ta prstni red, ki je tudi v Tomažu Šegoli, samo po prvih 3 strunah uporabim v nižjih razredih, zato da si prej zapomnejo, ker je isti prstni red, ne, če si ga zapomneš za večino lestvic, če greš gor in dol, ne. Spravi, C, D, E, F, G, A, H, C, se pravi prvi, tretji, prvi, drugi, četrti, prvi, tretji, četrti. In zraven rečem, ne, enkrat pojemo tone, enkrat pa pojemo prstni red. Prvi, tretji, prvi, drugi, četrti, prvi, četrti. Ali pa samo 1, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Ko si to zapomni hiter, ne? Tukaj me je zelo všeč, da hiter nekaj poveš, pa mora on ponoviti. 1, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Znaš ponoviti, ne? Na hiter in pa si zapomne ta prstni red in ta prstni red potem uporablja, ne vem, ker naslednjo ležico sem dala potem adur, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, isti prstni red, ne? Samo da greš v drugo lego, pa imaš adur lesico, ne? Ali pa greš, ne vem, eno nazaj bo as, sem asa ne bomo nekaj različno dali, B, ne, tudi ne bomo dali, recimo H dur, D dur bi lahko, E, F, G, tudi imajo radi, ne, da grejo še sem gor, zakaj pa ne, ponovadi, ko jih naučim to A-dur lesico v drugi legi, že potem poskusimo naslednjem razredu, že kar da se tukaj malo naučijo, zakaj pa ne bi A-dur še tle gor. Vse isti prstni red, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Imajo zelo radi te visoke tone, ne, zelo uživajo, tako da, tako na ukoleli, ne, kot zveni, ne. In mi je to zelo všeč, ne, da zna en prstni red, pa že zna toliko lestvic, ne, in v katerih lahko improvizira se sam, pač da, jaz sem posnela različne spremljave za vsako lestvico, z akordi, ki se ponavljajo, recimo tudi kazala zgoščenka, 80 posnetkov je na zgoščenki. Recimo sem dala C, F, G, C za C-dur lestvico, spremljavo čisto preprosti akordi, ki se skozi ponavljajo, pa C-dur, pa zraven improvizira s toni C-dur lestvice, ali pa C, A-mol, F, G, pa se to ponavlja, ta spremljava, in potem zraven on ne poskuša improvizirati. In fino je, ker res ta prstni red, ne, se veliko imajo, tudi osmislijo, zakaj je lestvica dobra, ne, lestvico uporabljam zato, da lahko v njej ustvarjam, ne, ni kar tako lestvica, ne, da lahko si nekaj izmišljujem, dobi namen, ne, zakaj bi mi učili lestvice, ne, zakaj bi se jaz jih učil, ne. Potem recimo isto lahko uporabno zelo lepa je pentatonična lestvica. C-dur lestvica, isti, podoben prstni red, ne? Prvi, tretji, prvi, četrti, to si zelo hitro zapomnite. Dajo CD, zraven s temi toni, probajo nekaj zaigrati. Zmeraj, ko improvizirajo, jim rečem, da naj štejejo v stopalu zraven. Pa jaz še zraven njih štejem, zato da dobijo da občutek za ritem. Najprej začnemo
ustvarjal po svoje. To bi recimo v prvih 3 razredih sem poskusila s temi lestvicami začeti, se pravi, od pentatonični. Dodala sem sicer še blues tleno, še blues lestvica, tudi sam bo si jo hitro zapomniš. Imajo nekateri dati blues, ne, da še malo spoznajo. Potem sem pa že dodala recimo akord, da on proba en polovični akord, recimo sam čez prve 3 strune, ne, sem tu napisala te akordi, ne, so vse v C-dur lestvici, sam po prvih 3 strune, ne, C-dur, D-mol, E-mol, F-dur, ker tako ponovadi primemo, ne lažje E-dur, A-mol, A zmanjšan redko uporabljamo, pa recimo damo še ta C, ali tako, da ga tak primemo, ne. In zdaj ob teh tonih, to je pa že potem naprej, da si izmišljuje, da rečem, ne vem, poskusila najprej C-dur pa gledati, ki jih znaš, pa zraven dodaj kakšen ton. Spravi enkrat, ne vem, C, pa uporabi, ne vem, ko in M, ne. Nekaj damo še F. Pa poskus, mogoče pa zdaj znaš C-dur, A-mol, pa G-dur, poskus s temi tremi, ne, si nekaj izmišljevati. Dodaš ton C-dur lestvice, zraven pa še enega izmed teh akordov, ne. Če si nekaj izmisli, ne. Se pravi, uporabim samo po prvih 3 strunah, pa brez naslona, recimo, ne, pa ustvari že nekaj z akordi. Pa tudi dobro je recimo povedati, ne, če on igra pesem z akordi, da so v vseh njegovih skladbah so akordi, ne, da jim tudi ponovadi v skladbah, ne vem, Tomaž Šegona, ko so napišem, ne, veš, to je pa del C-dur akorda, ker tukaj igraš, ne, to je pa del F-dur akorda, ne, tako da potem otrok zagotovi, da so pač sestavljene skladbe iz akordov in zakaj ne bi začeli, recimo, s temi najbolj preprostimi, ne, čez prve 3. V višjih razredih damo pa pač več. Najbolj preprosto C-dur, G-dur, pa zraven ustvarja, ne, zaigra akord, pa doda kakšen ton iz C-dur lestvice. Seveda začetek je počasen, ne, bo zdaj hiter igral, ne. Če ima četrtinke, pa že da manj išče, pa ga kar pustim, ne, sam on išče, ne, dokler mu ustreza. Neč ga ne ostavljam, tako da se on malo posluša, da proba slišati, da vidi, kjer so možnosti. Vidim se prej tako naučiva lestvico, da on ve, pa te 3 akorde, ki jih bo uporabil, ne. Imamo tudi C ali pa G. Potem ga pa kar pustim, da on sam. Ko pa začutim, da mu je dovolj, ne, dovolj raziskovanja, pa potem kaj napiševa, ali pa pač pustiva, ali pa malo raziskujeva na uri, ne, to je recimo kot super, kot malo za sprostitev vmesdati, ali ko nekaj težkega učimo, ne, tak tvadi, pa se potem malo doda ustvarjalnosti, da malo pozabi, ali pa se spremeni, pa malo sam nekaj poskuša. Da se malo sprosti, da ni ura napeta skozi pa to pa to mora, pa to, ne. Vsi rabimo malo. Tako da lahko uporabimo kot, da malo zadihamo, ne. Zraven, kaj si izmislimo, ko na ta način. Je pa res, da ni izmiram pravi moment, ker da to pač začutimo, to pa lahko začutimo tako sami, ko smo z otrokom. Kdaj je pravi moment, kdaj bi, kdaj ne bi, kdaj damo kaj novega. To se pa tako da razbrati, ne.
Že tako vidiš obraz. Ne, že veš, da to ne bo to, ne? To treba kaj druge dati. Tako da, mislim, da znamo vsi brati to obrazno mimiko, ne? Potem recimo za ustvarjanje dvoglasne skladbe je pa dobro uporabiti album lestvico, ko se je oče naučil, recimo v drugi legi, doda lahko zraven bas, pa mu rečem recimo, da si eno ustvari, pa dodaja sam A v bas, sam peto struno. Te pač hoče dati bas, da pač pa zaigra. In se uči kot dvoglasja, hkrati pa ustvarja v tej A-dur lestvici, ne. Lada pa potem kasneje, zakaj sem dala A-dur lestvici, tukaj je še super, ker ima prazno četvrto, pa prazno šesto. Pravi, subdominantno imaš in potem je že takoj nastane neka skladba. Tako da se mi zdi zelo uporabna A-dur lestvica. Pa tudi v prvem Mlade kitaristu ena, ne, je A-dur lestvica. Sem da tam so se vse po praznih strunah. Recimo, ko že uspavam. Ta enot. Sem da je napisana, da je pravna E, ne, v učbeniku. In zdaj, če mi v ponovadi igramo kar v drugi legi, zato da on že takoj vidi, aha, to je tak isti A-dur lestvice, ki jo jaz znam, ta skladbica, ne, in se bom pa eno svojo tako naredil, ne, sedel sem A pa E v basi, ki je tako lepo uspavam, ki je nastala, ne. Spravi, takoj, ko nekaj vidi v knjigi, ko se je naučil, potem poskusi on to napisati, pa nekaj ustvariti s temi knjigi. Potem sem še tu napisala A-pentatonično lestvico. Potem so pa ritmi valčka posneti, polka, bossa nova, mambo, tango, bolero, malo flamenco čisto, osnove, blues, to so vse osnove, bluegrass, malo rocka, samba. To je pa posneto na CD-ju, sam preprosta spremljava in ob njej on improvizira v teh lestvicah C, A pa C, A pa G sem dala, ja. Pa blues, pa C blues, tako da si pač da eno spremljavo gor in zraven pošteje, poskuša improvizirati. Te spremljave so vse zapisane, pač noto v zvezku, potem pa on lahko tudi napiše v skladbo, ko je on napisal v ritmu valčka, ali pa sam pač ostane tako, pa sem namenjena improvizaciji s CD-ja. Lahko naredimo takoj komorno skupino, ne, da en kitarist pač, če imamo duo, pač igra to, uporabimo v komorni skupini za zabavo, ne, in pa improvizira zraven, pa se potem zamenja, recimo. To sem pa zdaj mislila še probati, ja, če bila še za konec, da te mi ti poskusili v komorni skupini. Nekaj čist preprostega, če se vam da probati. Pa bi prav poskusila, recimo, si izberete, a bi v A-pentatonični lestvici, ali bi valčko mambo, ali v mambo tango. V A-pentatonični, prav, okej. Pa bi pa prosila te kitariste, da vzamejo kitare. Spravi, en bi igral to, ne, A-dur. Pa bi en
skozi ponavljal, potem drugi, recimo, drugi kitarist bi sam tale bas igral, tu imamo recimo primer ustvarjanja za prvi, ne, da lahko že v prvi, drugi razred 3-4 skupaj igrajo, da se imajo formalni en improvizira, pa se izmenjujejo, enkrat en igra, enkrat drug improvizira, en pa igra skozi isto, recimo, ne, skozi isto note. Recimo primer, pač te note, pa so del tega koda, zdaj sem pač A z H, E, pa sem delal vašem. Za poskus, ne, da lahko se sami pač karkoli odmislimo. Potem pa recimo enega baladama, ki je zviška razreda, pa igra flažolete. Ne, A, cis, A, H. Isto iz dela akorda, ne, A, cis, A, H. Pa igra iste tone, ne, pa so že 3 skupaj, pa bo zelo lepo zvenel, ne. Recimo tu pa sem dala iste tone, tudi otrokom povem, ne, da zmeram da dam isti ton v bas, pa en igral bas, ne, dam A bas, pa tukaj E, ne, se sam ponovil, pa bo šli, da bo telefon, ne. No, tukaj pa harmonika iz ARM, ne, da se bi igrali flažoleti umetni v zgorih, ne. Ja, ne, en ali pa dva, ne, se pa izmenjujeta, pa improvizirata v A pomočni, ne. Aha, cis. Prvenčni cis v spodje, ne, drugi ton v spodje. Ja, to je vse, to je cis, ja, to je vse. Znači imamo vrsto 5, 1, 3, 1, 4, 4. Ta posledice smo hitro zapomnejo. Tretja, druga struna, prva struna. Tako, v prvih 3 strunah, ne, ker sem rekel. 4, 4. Pa en improvizira v tej, lahko pa damo tudi pol, da en improvizira na 5. struni iste tone, ne, aha, cis, ali pa, ne, se izmenjujejo. Ali pa dva istočasno, da lahko 3 istočasno igrajo, pa bo zelo lepo zveneli, da ta pentatonična zmena paše v tom izkup, taka lepa lestvica, ne. Ste kaj videli? Lahko? Lahko?
čas, začne pa drugi improvizirati več. Vsi igrajo na pamet, pa se imajo lepo, pa lahko naredimo, ne vem, za valček, ne, damo cidur, recimo, en igra samo spremljavo, en improvizira, en igra pa skozi iste base, C, F, G, C, to ponavlja, ne. Pa že vsi igrajo, pa je to recimo že v prvem mesecu, so lepi nastopi nastanejo, kjerkoli ritem lahko daš, ali pa nekomu, ko vem, daš bossa novo, pa še eno, ko že v takem razredu, ko že bolj začuti bossa novo, ne. Drugi pa si zmišljuje, en igra sam base zraven, tisto v prvem razredu, en igra melodijo, si zmišljuje, ko pa lahko recimo prekombanih uporabite, ne, pa je Hvala lepa. Hvala imaš še dve basovske strani? Če še ne uporabiti? Ne, dam. Že mi isto začnemo tudi kasneje, ampak pa začela sem s temi lesvicami, ne? Drugač pa in ta prstni red pokažem po teh 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Ta se tudi skozi ponavlja, ne? C, D, E, F, G, A, H, C. In ta isto je, v Tomažu Šegole napisano, imaš C-dur lesvico, pa D-dur, recimo uporabno, kar isti prstni red, ne, pa E-dur, pa greš na G. Glavno, fino je, če uporabno nekaj, ki se skozi isto ponavlja, pa da jih to povemo, zato, ker bo bolj prej se naučili lesvicko, pa če zmeram pač nov prstni red, pa nikoli ne ve, da je v bistvu isti on, ko ga je že pred 4 meseci igral, ne. In se potem zelo z veseljem se tudi naučijo lesvic, ker vejo, da se jim uporabno, ne, za izvajanje. Se pravi, kaj tu v bistvu moraš v kombinaciji z verim improvizistom, ali samo s tem? Jaz uporabljam vse. Pač kar želijo, drugače pa sem zdaj bolj svobodni umetnik, tako da res tisto, kar pač želijo, to igramo. Tako da, ponovadi pa oboje skupaj zmerno, ko se nekaj naučimo, recimo iz mladega kitarista, če se, ne, z nekateri imajo radi klasiko, nekateri ne, ker pač nečim več nekaj šoli, se pravi lahko učim to, kar želijo otroci, ne, se malo prilagodim, tako da z nekaterimi igrajo klasiko, pa potem tisto skladbo, ko se naučijo klasične, potem na ta način, ko sem vam danes prikazala, potem svoje ustvarjanje. Nekateri pa samo ustvarjajo pri meni, čisto kako kdo želi, tako imam z otroci dogovorjene. Mi povejo, da se imamo super v tem, ne? Ker so želje izpolnjene in sem si pač želela, da to sem začela zgledati, da se prilagodim. Ker ima vsak svoj stil glasbe, vsak ima rad nekaj svojega, v vsakem obdobju radi nekaj, vsak tudi otrok potrebuje popevke v določenem obdobju, določeni ne. Tako da pač se jim prilagodim to, kar želijo. Čeprav meni ni že to všeč, kar oni želijo, ampak spoštujem pač želje. Tako imam pač svoj stil. Jaz sem mlada vseeno, ker sem zelo rada klasiko, ampak ne morem pa nikoga siliti, ne. Ne maram siliti. Zato sem se to bolj vesela, da delam po želja. Tako da hvala, da ste igrali, no. Mogoče se se malo pauza, ne?